zamejski šport oziroma šport iz obmejnih dežel absolutno je del strategije razvoja Olimpijskega komiteja Slovenije. Kot rečeno, že na sami predstavitvi je to dejavnost oziroma področje, ki mu namenjamo veliko pozornosti, in na ta način smo tudi pred 2 letoma uspeli pridobiti sistemska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport za delovanje tako imenovanih regijskih pisarn, ki smo jih ustanovili prav tako v letu 2024, torej povečali smo število regijskih pisarn iz 16, ki delujejo znotraj meja Slovenije, na 20, torej vsaka naša soseda ima svojo regijsko pisarno, ki koordinira športne programe v seveda svoji državi, ampak v slovenskem jeziku. Torej financiramo tako delovanje pisarn kot same programe, ki se izvajajo v slovenskem jeziku, in s tem na ta način tudi preko športa gojimo slovenstvo, slovensko kulturo in pa slovenski jezik. Jaz bi še prosila, se pravi, katere so države udeležence, koliko udeležencev pričakujete, na kakšno starost gre? Torej, gre za udeležence iz vseh sosednjih držav, torej iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske, in pa seveda tudi udeležence iz lokalne občine, ki srečanje organizira. Vedno dodamo seveda tudi naše otroke in gre za nekje okoli 200 udeležencev, tekmovalcev, otrok, pa seveda okoli 50 oseb, ki spremljajo te otroke, saj tukaj preživijo 2 dni, tako da rabijo tudi spremstvo, ne samo v strokovnem, športnem smislu kot trenerje, ampak seveda tudi spremljevalce, ki skrbijo za to, da je ta dogodek ostane v lepem spominu.